Da je Nogometna zveza Slovenije največja panožna zveza pri nas, se odraža v številnih dogodkih z množično udeležbo, pestrim programom in visokim organizacijskim nivojem. Eden takšnih je redni letni trenerski seminar za pridobitev pro in A licence, ki je ponovno potekal na slovenski obali. Moram reči, da letošnje leto sama organizacija je na višjem nivoju kot prejšnja leta. Akreditacija je v redu potekala, prijavilo se je 400 trenerjev. Osrednje prizorišče je bil kongresni center portoroškega hotela Bernardin, rdeča nit pa predavanja in analize priznanih strokovnjakov, ki so predstavili najnovejše trende v sodobnem nogometu. Nogometna zveza Slovenije jih je zastavila v projektu z naslovom Strategija 2015-2020. Jaz mislim, da v slovenskem prostoru kar nekaj trenerjev, ki ima veliko nogometnega znanja in je tudi pripravljen to deliti z ostalimi kolegi. Lansko leto smo začeli tudi posebne seminarje za trenerje ženskih ekip. Mislim, da je dovolj žensk, ampak še zmeraj premalo. Ob domačih predavateljih Simonu Rožmanu, ki je predstavil analizo lanskega evropskega prvenstva, Branku Zupanu s temo prva faza kondicijske priprave v zimskem obdobju, Robertu Misi, ki je spregovoril o vlogi psihologa v klubu, in Matjažu Vogrinu s predavanjem o pravilni diagnozi in zdravljenju poškodb tudi gostujoča strokovnjaka. Bivši irski reprezentančni vratar in član tehnične komisije UEFA Peki Bonner je predstavil vlogo vratarja v sodobni nogometni igri, prisotnost uglednega strokovnjaka je bila tudi priložnost za pogovor s slušatelji. Now you're much more a player than you are catching crosses and making saves. You still have to do that, that's number one, making the save, stopping the ball, but now you have to be an offensive player, part of the team. Praktični del seminarja je letos potekal na stadionu Bonifika, kjer je mladi srbski trener Dalibor Zorko s koprsko mladinsko ekipo demonstriral pomen vadbe s prvo žogo in natančnost podaj. Slog torej, ki ga goji Barcelona? Ne bih ja to tako nazvao. To je igra savremenog fudbala. To su zahtjevi savremenog fudbala da svi demonstriraju vrhunsko sportsko majstorstvo u izvođenju tehnike, u izvođenju veština. A da, Barcelona jeste jedan od najboljih interpretatora takve igre koju svet poznaje uopšte. Trenerski poklic je stalno učenje in obenem spretnost prenašanja novih znanj, izkušenj in zamisli na igrišče. Vsako evropsko in svetovno prvenstvo tu prinese neke nijanse, ki pa jih določajo vrhunski igralci, ki kažejo, kako najdejo v te rešitve. Eni pomeni ustvarjajo proti igro z obrambo, proti dobrim igralcem, bolje je potrebno, da ti igralci izumijo nekaj novega na igrišču skupaj s trenerji in tako da zmeraj kaj novega in zanimljivega. Če v 2 dnevih odnesemo eno pametno stvar, katero bomo lahko v vsakdanjem delu uporabili, je to že zmaga. Tako da jaz to spremljam z res eno tako veliko pozornostjo in do sedaj sem še vsakič nekaj odnesel. Seminar je bil oba dneva zaokrožen s strokovno debato priznanih trenerjev in nogometnih delavcev. Prvi dan je bil govor o strategiji Nogometne zveze Slovenije, v zaključku pa še o tem, kako narediti nogometno igro hitrejšo in bolj napadalno oziroma še privlačnejšo za gledalce.